povedal, da je projekt InnoRenew zrastel z Izolo. Namreč s tem, ko smo občinski svetniki v letu 2017 soglasno, 21 svetnikov je bilo za, eden se je takrat glasovanja vzdržal, potrdili, da se prenese stavbna pravica na nov dogodek, novo zgodbo InnoRenew, tudi jasno povedali, da si v Izoli želimo tak razvoj in da želimo dejansko pomagati pri udejanjenju tega projekta. In danes, ko se srečujemo z raznimi vprašanji in pa lahko rečem tudi določenem nagajanju skozi določene interese, razumemo to kot iskanje rešitev oziroma možnosti, da se to ne zgodi, da se ta objekt ne zgodi. Seveda sem kot župan zaradi tega zaskrbljen, predvsem zaradi tega, ker skozi projekt InnoRenew vidimo za občino razvoj, vidimo možnost dodane vrednosti izolskemu gospodarstvu, izolskemu življenju. Namreč ne nazadnje tukaj gre za svetovno raziskovalni inštitut, gre za 40 do 50 vrhunskih strokovnjakov iz različnih držav, ki dejansko prinašajo v naše okolje, pa ne samo v Izolo, ampak širše okolje, neke dodano vrednost, ki jo v tem okolju na periferiji, če hočete, nujno potrebujemo.